Dobrodošli v oddaji I am Young, mladost brez meja, kjer gostimo vrhunske slovenske mlade liderje in liderke in skupaj dokazujemo, kako odlične kadre in kako veliko potenciala ima Slovenija. Tudi danes sem z vami Kristjan, tokrat pa je v moji družbi Deana Jezeršek, direktorica distributerja knjig Buča in naš MČM Top potencial leta 2017. Ja. Deana, dobrodošla. Hvala, Kristjan. Si podjetnica, lingvistka, zagovornica kvalitetne izobrazbe, liderka, ogromno enih stvari te navdušuje. Kaj je pa tista, do katere si najbolj strastna? Eno moram povedati. Samo eno. Potem pa to sigurno izobraževanje ali vzgoja, nekaj, s čimer lahko podprem posameznika, da je lahko ena boljša verzija sami sebe. Si trenutno kot direktorica distributerja knjig našla nekako funkcijo, ki združuje vse te tvoje interese? Mislim, knjiga, pisana beseda in vse znanje, kar je noter ujeto med platnicami, se mi zdi zelo pomemben vir znanja, izobraževanja, tudi vzgoje in oziroma je nepogrešljiv del vzgoje. Veliko poslušamo o bralni pismenosti in sem zelo vesela, da sem lahko na strani ambasadorjev tega poslanstva. Omenil sem tudi, da si podjetnica, bila si med soustanovitelji podjetja Language Sitter. Kje smo trenutno s podjetniško žilico? Je še živa? Še živi? Je, mislim, da je to, kar so vedno vsi govorili, da je podjetništvo način življenja. Samo podjetnico se nikoli nisem ravno identificirala, ampak ta način življenja, ta način razmišljanja pa mi je zelo blizu. In to je iskanje enih novih rešitev, preizpraševanje obstoječih situacij, obračanje enih poti, poslovnih modelov, nekih vzorcev obnašanja, delovanja na glavo. To mi je zelo blizu in mislim, da je to tista glavna lastnost podjetnika. Če bi morala iz te izkušnje odpiranja podjetja, ustanavljanja podjetja, potegniti 3 ključne lekcije, katere bi izbrala? Eno je sigurno, imej se fajn, ni vse tako resno in vedno ne gre za življenje, pa ne vsega tako resno jemati oziroma osebno jemati. Podjetništvo je osebna pot, osebna rast. Mislim, da prej, ko začneš delati na sebi kot podjetnik, prej se bo poznalo na podjetju. In tukaj mislim, da ni prostora za blefiranje ali pa skrivanje svojih napak za napakami drugih, ker se ti vzorci vedno znova ponavljajo in prehajajo nazaj. Tako da ta brutalna iskrenost, poleg tega imej se fajn, brutalna iskrenost, pa obdaj se s fajn ljudmi, obdaj se s svojimi ljudmi, ker bo tem vse lažje, ker kot podjetnik večino časa začneš svojo idejo in te inspirira in si poln volje in idej, na koncu pa, če hočeš, da to raste, se moraš obdati z ljudmi in se na koncu s temi ljudmi ubadaš, a ne, in včasih to lahko je zelo negativna izkušnja na koncu in mislim, da dobiti okrog sebe take ljudi, ki te podprejo tam, kjer ti niti ne želiš biti, ali pa si bolj šibek in da res lahko delaš tisto, zaradi česar si podjetnik, zaradi česar podjetje tam sploh obstaja in kar ustvarja, da lahko živi. Je bil tudi MČM ena izmed teh možnosti, kako se obdaš s podobno mislečimi ljudmi? Absolutno. Jaz sem mi rekla, da ali je MČM ali pa je Language Sitter en oddelek MČM-a. Zelo, zelo mi je pomagalo. Kot podjetnica sem se dostikrat počutila sama ali pa sploh, ko je partner se poslovni partner umaknil iz operative, sem se res počutila sama in takrat je bil MČM tista ekipa, tista podpora, kjer sem lahko delila svoje strahove, ideje, pomisleke, nekaj, kar ponavadi z ekipo ne deliš kar tako, ali pa kakšne podatke pa tako naprej. No. Tako da verjetno bi tudi šlo, ampak si ne predstavljam s to podporo in toliko znanja, kot sem dobila na MČM-u, res.
Te, bom rekel, izkušnje, izzive zagotovo lahko deliš tudi doma z možem, ki je prav tako v podjetniških vodah. Kako poteka vaše nedeljsko kosilo? Je debata poslovna ali odrežete ta del? Kar odrežemo, no. Sploh, ko smo širša družina skupaj, imajo oni že kar pravilo, da ko zaide tema v posel, vedno nekdo, prvi, ki to opazi, reče, da si že menjal gume. Tako da pogosto menjamo gume. Kar se pa tiče, ko sva sama doma, ga pa vprašam za nasvet. Tudi obratno se kdaj zgodi, da ne boste mislili. To sem želel reči, da zagotovo ko pride do ekipe, empatije, je tako Dejana. Kar se pa tiče samega poslovanja, se mi zdi, da je Martin zelo pragmatičen, zelo razdeljene stvari ima in mi rad pomaga. No. Na začetku pogovora sva omenjala, da si, bom rekel, kar goreča zagovornica kvalitetne izobrazbe. Kako si prizadevaš za to? Zdaj, Language Sitter je bila platforma meni pisana na kožo. Moram reči, da sem se tako strahu spoštovanjem lotila izobraževanja, ker sem imela mogoče en strah, da bo nekdo rekel, koliko časa sva ti poučevala, ker nisem, ne, tudi ne pedagoška smer sem. Zato sem si upala ravno na področju jezikovnega izobraževanja začeti, ker vseeno sem jezikoslovka in se mi zdelo, da imam eno dobro idejo, kako bi se to lahko drugače dalo predstaviti posamezniku. Tako da tukaj sem začela in se mi zdi, da smo z ekipo zelo veliko naredili, da je cel trg začel malo drugače razmišljati in se spopadati z jezikovnim znanjem. Potem sem prišla še v eno ekipo, kjer smo ustanavljali eno novo šolo in sem vesela, da sem lahko bila zraven. Trenutno pa največ mislim, da prispevam prav z MČM-om pri projektu Učitelj sem. To vem, da si celo iniciatorka te pobude, kjer iniciativa, se pravi, bom rekel, poudarja pomen učiteljev v današnjem svetu in se trudi dvigniti nivo njihove prepoznavnosti in ugled poklica. Mi poveš, na kaj si najbolj ponosna oziroma ključni dosežek te iniciative Učitelj sem, učiteljica sem? Ključni dosežek bi rekla, da je prav to, da je javnost začela razmišljati o tem, kdo bo imel boljšo zgodbo iz šolstva, ne pa kdo bo imel bolj grozno. Fokus se je spremenil. To je odličen dosežek in vse pohvale za to. Kaj pa, če vzameva slovensko šolstvo, oba veva, da je to zelo kompleksen sistem, ampak po tvojem mnenju, kaj je ključna stvar, ki bi jo lahko in morali izboljšati? Mislim, da je treba na novo postaviti vrednote in cilj izobraževanja. Kaj pravzaprav z izobraževanjem želimo doseči v Sloveniji, kakšne ljudi si želimo v naši družbi in potem iz tega izhajati, kako bi izobraževalni sistem sploh izgledal, da se veliko bolj izhaja iz življenja, kot pa iz same stroke. To smo recimo na Language Sitterju dobro dokazali, ker na koncu zelo je pomembno, da si iz stroke, ampak pedagog je človek po srcu, po duši, po usmerjenosti, usmerjen v človeka in resnično grebe naprej, kaj je res tisto, kar mi rabimo, in stroko zna, pa ne toliko stroko, teorijo zna dati na stran in daje prednost človeku. In če dobiš zdaj tazga človeka, ki je še strokovno podkovan, mislim, da je pol to zmaga. Se pa s spremembami, ki se zdaj dogajajo, predvsem govorimo o umetni inteligenci, mislim, da bo treba ponovno preizprašati, kdo je učitelj. Da to ni več neko podajanje znanja, ampak da je to spet v prvi vrsti človek in kakšne veščine se bo ta človek moral imeti. In mislim, da se bo funkcija učitelja in tudi samo profil učitelja popolnoma spremenil in bojo učitelji eni drugi ljudje postali z enimi drugimi, ne drugimi kompetencami, ampak bo celotno izobraževanje drugače potekalo. Upirali se bomo dolgo, mislim, ampak se bo to začelo tudi samo od sebe dogajati. Dejana, hvala za enkrat. Pred nama je prvi odmor in se vidimo po pavzi.
Dobrodošli nazaj v oddaji I am young, mladost brez meja. V moji družbi danes je Deana Jezeršek, ki pa je, tako kot ostali naši gostje, v studio pripeljala skrito gostjo. Deana, koga si pripeljala v studio? Ja, danes sem povabila Mašo Jelušič, ker je oseba, ki me v zadnjem času najbolj navdihuje in mi odpira ene nove poglede in v zadnje čase me res težko kdo res navduši. Živjo, Maša, hvala, da si se odzvala. Živjo, hvala za povabilo in to lepo predstavitev. Seveda. No, Mašo sem spoznala na enem literarnem večeru in takrat mi je zaupala, da bo v kratkem izdala svoj prvenec in danes držim tole knjigo v roki. Napisala je kriminalko Profesor je končno mrtev, ki je izšla pri založbi Goga. Fantastična knjiga, ki odpira veliko več kot zgolj en umor. In zdaj zadnje čase pa se srečujeva tudi na bralnem klubu Lud literature, kjer prebirava že več kot eno leto. Je že več kot eno leto. Eseje in skupino debatirava o njih. Zadnje čase pa jo tudi srečamo v Cankarjevem domu, kjer skupaj z Andrejem Blatnikom, ki mimogrede še en moj idol, zelo priznan slovenski pisatelj in urednik, in z njim urejata literarne ekokrajine. Kaj to pomeni? Maša, boš ti predstavila? Ja, projekt Literarne ekokrajine je res en tak svež projekt se mi zdi na našem kulturnem področju in sicer gre za povezovanje knjig, ki umetnosti, se pravi, govorimo o knjigah, ki nagovarjajo podnebne spremembe, se z njimi ukvarjajo, jih poglobneje raziskujejo in ja. Ja, Maša je tudi ekologinja in vem, da te ima že vprašanje z tega področja, ampak vseeno bi jaz še malo s knjigo vskočila v ta Kar izvoli, bom potrpel. Kot sem rekla, v tej knjigi zelo veliko tem odpreš, o katerih tudi rada govoriš. Seveda so to ženske v poslovnem svetu, je ekologija noter, je tudi zdravstvo noter. In na literarnih ekokrajinah vedno svoje sogovornike vprašaš najprej, kako vidijo knjigo kot eno platformo za širjenje idej, enih sporočil. Tako da bi pa rada danes od tebe slišala, kako ta moč knjige, moč besede, da ne gremo vedno samo na članke, strokovne članke brati o enih temah, ampak da dejansko posežemo po leposlovju in nas ta res nauči. Ja, to je res v bistvu namen tudi literarnih ekokrajin in se mi zdi tudi dostikrat namen knjig z ekološko tematiko, da dejansko pritisnejo na ene druge gumbe, na tiste gumbe, na katere mogoče hladni znanstveni članki oziroma te hladne znanstvene številke ne morejo. Se pravi, knjiga lahko v nas vzbudi za svojo zgodbo določena čustva, lahko nas pademo, recimo v določeno zgodbo in začnemo premišljati o tej temi ekološki popolnoma drugače in seveda to zdaj ni celotna rešitev, ne bomo zdaj s tem z eno knjigo rešili sveta, ampak vsekakor pa lahko prispevamo delček, ker nenazadnje knjiga res lahko pride kamorkoli in komorkoli in kjerkoli in nagovori še tako mogoče včasih neverjetnega sogovornika, če lahko rečem bralcu knjige. In zato se mi zdi, da ima zelo veliko moč knjiga. Maša, dogovorila sva, da se bova tikala. Si doktorica ekologije in sedaj pisateljica. Tukaj je nekje vmes prišlo do velikega kariernega šifta, jaz zaznavam. Mi poveš kaj več o tem, kako si se soočila s tem premikom iz ekologije v pisateljstvo? To je bil v bistvu zelo velik premik, ja, in ta premik je vseboval še vmesne postaje, ki jih je bilo tudi zelo veliko. Iz znanosti sem prišla predvsem delno zaradi nevrološke bolezni, ki sem jo staknila, zaradi katere sem občutljiva na svetlobo in včasih malce pomižim tudi zdaj med temi velikimi reflektorji in nisem več mogla delati pod laboratorijskimi lučmi in tako dalje. In sem se potem začela ukvarjati z ogromno različnimi stvarmi, ki imamo popolnoma premalo časa. Ampak na koncu me je pa pot vodila v... Ko ti nekaj ustavi kariero,
ali je to bolezen staršev, bolezen sebe, kakršnakoli propad firme, karkoli, imaš vedno možnost, da začneš znova, da mogoče začneš s stvarjo, s katero si mislil, da bo tvoj hobi. In jaz sem sprobala v teh letih več hobijev in na koncu pristala tako mislim, da pri enem izmed svojih najljubših. In kar je pa še najboljše pa to, pri pisanju knjige res lahko izkoristim popolnoma vsa ta področja, ker sem se res vsa ta leta lovila, mogoče se zdaj že to tako enostavno, ne, ampak vsa ta področja lahko zdaj v bistvu uporabim kot pisateljica in vsekakor sem svojo kariero, mislim, da vsaj 3-krat popolnoma na novo postavila. Povsod sem bila kar uspešna nekako, ampak evo zdaj sem tukaj. Odlično, to se mi zdi tudi ena taka odlična lekcija za, bom rekel, mlade liderje in liderke, ki prihajajo, da ni konec sveta, če je potrebno narediti kakšen premik, kakšen shift. Kaj pa bil največji izziv za tebe v tem obdobju? Ravno to, da ne veš, kako boš končal. Ne? To je v bistvu največji izziv, ker imamo vsi v glavi, da je prava pot tista, ki gre od določenega cilja, cilja, ki si ga zastavil do konca. Ampak to se mi zdi, da je zelo nerealna pot in da večino ljudi nima tako enostavne poti. In to, da vsi mislimo, da moramo priti nekam, moramo priti na en cilj, da pri teh letih bi pa mogli že to doseči, že to. Ampak potem na koncu, ko pogledaš vse te izkušnje, ki si jih dal, vse te ljudi, ki si jih spoznal, ne, to je tudi en ogromen kapital enih ljudi, je to vsekakor vredno. Ja. Deana, tudi ti si zamenjala kar nekaj karier, bi lahko rekli, oziroma si se ukvarjala z različnimi stvarmi. Si imela tudi ti izzive pri tem, bom rekel, da si iz enega sektorja šla v drugi, iz podjetništva v korporativno življenje, če lahko tako temu rečem? Jo, zelo. Eno je, da moraš takoj sprejeti, da se boš učil znova. Ne? Prideš z enega področja, ker če te zbudijo ob 2 zjutraj, veš, znaš. Tukaj pa vsak dan rečeš, tega pa še ne vem, ne? Vse se učim. Tako da ena taka skromnost pride s tem. In po drugi strani pa, to moram prav deliti, sem vprašala svojo mentorico, ko sem bila še na sobotnem letu, sem rekla, kaj bo največja razlika? Zdaj sem vseeno 12 let starejša od takrat, ko sem se začela dokazovati s svojim podjetjem. In je rekla, veš kaj, ko na koncu board meetinga se suvereno dvigneš roko in rečeš, oprosti, tega pa prav nisem razumela, lahko še enkrat. Se pravi, da se ne več dokazuješ, da rečeš, da nisi razumel, ker ti ni treba več dokazovati tako iz svojega pogleda. In prav to sem opazila pri sebi in sem jo prav poklicala, sem rekla, veš, da mi je res čisto vseeno, oziroma me ni strah vprašati in kaj se bojo drugi mislili, če sprašujem na taki poziciji taka vprašanja. In to je pa tudi tako olajšanje. Maša, če se dotakneva še ekologije. Najprej, kako ti dojemaš ta zeleni prehod, ki se dogaja v Evropi zadnjih, 10 let, kot nekaj pozitivnega, kot nekaj uspešnega ali pač? Nažalost vsi vidimo, ker tudi kažejo zdaj podatki in ker so tudi ugotovitve zadnjega kopa, te podnebne mednarodne konference, premalo. Mislim, da bi morali več vložiti, je preveč greenwashinga, o katerem so tudi rekli besedo. Premalo je dejanskih sprememb, da bi mi zdi, da skoraj vse spremembe, ki so v ekološko stran, so gnane z spremembo, se pravi kapitala. Če je zadeva učinkovita, kapitalsko bolj donosnejša, potem se gre v to spremembo. Vkolikor je pa dobiček samo v boljši zavesti, v lepšem svetu, v čistejšem zraku, pa se žal tega še vedno, ekologija se bojim, da še vedno ni in. Tako da si želim, da bo ta prehod da bo še bolj zagrabil, ker zdaj lovimo zadnji vlak. Ja, in z gospodarskega vidika me še malo zanima. Kako Evropejci, ki ne prispevamo toliko onesnaževanja kot morda nekatere druge države, kako naj se to lažje izpelje, bom rekel, da bomo še lahko konkurirali državam, kot so Kitajska in ostale? Tukaj, če si vas mogoče mečkano popraviti, Seveda. Evropa ima kar povprečen prebivalec, ima zelo veliki okoljski vtis.
primerjavi, če pogledamo s povprečnim prebivalcem, ne govorimo o državah, Indija ali povprečnim prebivalcem recimo Afrike, vsekakor imamo vsi mi trije tukaj veliko večji vtis kot pa recimo, ne vem, na pamet govorim, recimo 50 Indijcev. Tako da ta naš življenjski stil bo vsekakor treba manjce zmanjšati oziroma zmanjšati. Mislim, vse bo treba zmanjšati. Zmanjšati bo treba našo željo po nakupovanju, našo željo po potovanjih, vse stvari bo treba mičkeno zreducirati. Se absolutno strinjam, da je vsak izmed nas lahko bolj odgovoren pri skrbi za naše okolje. Pa morda samo to, ko sva že pri temu, kako bi ocenila zavednost Slovencev, ko pridemo do ekologije in varstva narave? Mislim, da smo kar zelo zavedni, da nam tega vsekakor ne manjka, tudi informacije veliko. Ko pa pridemo k dejanju, pa se bojim, da smo približno na ravni celotnega sveta. Nismo še dovolj motivirani za to. Torej, upamo na izboljšanje. Ja, definitivno. Super. Se vrnemo po kratkem premoru. Dobrodošli ponovno v oddaji I Am Young, mladost brez meja. V moji družbi sta Dejana Jezeršek in Maša Jelušič. In pogovor smo pred pauzo zaključili na ekologiji. Bom se kar navezal na to temo. Torej, Slovenci, si rekla Maša, da smo nekje v povprečju po zavednosti glede skrbi za naravo. Kaj pa, bom rekel, je tisto ključno, kar mora vsak vedeti o ekologiji, da bo potem bolj zaveden in bo bolj deloval v skladu s tem, da skrbi za okolje? To ste pa zdaj povedali vprašanje, ki je za ekologijo vredno vse milijone. Za $1 milijon. To je točno to, s čimer se poskušajo ukvarjati literarne ekokrajine in vsi ti pogovori o knjigah, ki se tičejo podnebnih sprememb, ki jih skušamo odpirati vsak dan. Kaj je tisto, kar nas bo pognalo, da bomo začeli delovati drugače? Pa vidiš mogoče spremembe oziroma razlike med generacijami glede zavednosti o ekologiji? Ja, vsekakor. Mlajša generacija, mislim, da to se mi zdi, da je nekako naše upanje, se vsekakor veliko bolj zavedajo, tudi v šolah, mislim, da je program večji vse. Ja, je tle razlika v generacijah, medtem ko se nekaterim starejšim še vedno zdi mogoče recimo ločevanje odpadkov ena taka stvar, ki pa ni glih koristna, ne? Dejana, kako ti vidiš to področje ekologije? Jaz vidim zdaj na hčerkah, ker sta tudi prava advokata za naravo in že prihajajo očitki, kako smo lahko takega dopustili. In všeč mi je bilo ravno na ekokrajinah, ko je bila gostja Lučka Kajfež Bogataj, ko je rekla, da kakšni hinavci smo v bistvu, ko rečemo, da bi vse naredili za svoje otroke, ampak še vedno bi se pa zapeljali z avtom do šole. To ne gre skupaj. In prej sem ravno rekla, da smo se naučili živeti slabo vestjo, ampak vedno bolj kljuva, tako glasno je. In vidim svoji punci, opozarjata na ločevanje, opozarjata na, recimo, danes mi je ravno predelca rekla, da sta hčerki protestirali, da grejo z letalom, da kako sploh lahko pomislijo, da grejo z letalom in so morali iti iz Nemčije v Bruselj z vlakom. In se mi zdi, da veliko stvari naredimo tudi kot uslugo otrokom, da jim nekam peleš in potem, ko pride en tak predlog z njihove strani, vidiš, da jim ne delaš usluge, da je v bistvu to tvoj komfort, tvoje udobje, kateremu se pa mi zaenkrat še nismo pripravljeni se odpovedati. Maša, omenila si, torej ekologija je bila nekako začetek tvoje poti, potem je bil tukaj en vlakec smrti in sedaj je pisateljstvo. A bi naredila kaj drugače na tej poti? Ne, čisto nič. Mislim, da bi vse zelo isto speljala. Si iz te poti potegnila eno ključno lekcijo morda, kako sprejemati spremembe, ki so praktično edina stalnica v današnjem svetu? Točno to. To mislim, da je bila največja lekcija tega in predvsem, da sem dobila eno širino, da sem spoznala ogromno, mislim, res veliko ljudi iz veliko področij, s katerimi sem se ukvarjala, da sem doživela v bistvu, ne samo, da sem zdaj napisala knjigo, ampak da sem tudi doživela veliko zgodb in tega ne bi zamenjala. Ne.
To je vedno lepo slišati. Deana, ti, ko pogledaš na svojo pot nazaj, bi kaj spremenila? Ne bi. Ne vem, kaj bi bilo, če bi bilo kaj drugače. To zdaj poznam in res sem ponosna. Vidim, da sem rasla, da je okolje raslo in da smo nekaj prispevali dobrega. Lahko deli z nami eno lekcijo, ki bo koristila tudi mladim liderjem, ki se podajajo na poslovno pot. Jaz bi to, kar si sposodila, enkrat se tvojega nečaka vprašala, kdo je dober učitelj. In je rekel, tisti, ki je prijazen in pošten. In sem videla ta krivica, ta neka neiskrenost je tista, ki celoten prostor tako mori. Ampak ena dobra volja, eno mar, da ti je, da pokaže, da ti je mar in da delaš nekaj za skupno dobro, ne samo zase. To je meni dober lider. Maša, bi rekla, da je pisateljstvo težek biznis. Biznis vsekakor je v Sloveniji, ker je založniški trg majhen in recimo velja že, če imaš 500 prodanih knjig, da je knjiga uspešnica, dobički niso, recimo kot pri, ne vem, Joe Nesbo ali J.K. Rowling ali ne vem, Stephenu Kingu, seveda kot biznis je to kar težek biznis. Kot samo ustvarjanje je pa čisto odvisno od človeka oziroma čisto tudi odvisno od muda, v katerem se spraviš pisati. Jaz kar uživam v tem. Kako pa izgleda pisati roman? Se en dan usedeš in si rečeš, danes bom pa napisal knjigo. Je to obdobje, kjer si bolj kreativen ali kako? Tukaj ima vsak, se mi zdi, eno svojo pot. Jaz vsekakor pač pišem zdaj vsak dan, nekako sem se tako navadila, da vsak dan si vzamem disciplinirano, toliko in toliko časa moram pisati, zato da tega stika ne izgubim. Tako da usedeš se in pišeš in kakšen dan pač ne gre in dan ni bil produktiven in se moraš tem sprijazniti. Zelo zanimiva iztočnica za naslednje moje vprašanje. Bi rekla, da je pisanje knjige premišljen proces ali da je to umetnost? Oboje. To je združitev točno tega, taka idealna združitev obojega. Torej moraš imeti oba vidika jasno postavljena verjetno za... Pri pisanju kriminalke vsekakor ne moreš samo z kreativnimi in umetniškimi. Mislim, da bi bilo kar težko napisati eno tako iznajdljivo zgodbo, oziroma ki bi se mora tudi izteči, ne rabiš storilca in rabiš razrešitev, brez da bi majceno pomislil zraven. Za konec pa gremo še na rubriko hitrih vprašanj. Torej, zastavil vam bom vprašanje in vaju prosil, da čim bolj kratko odgovorite. Smo za? Super, gremo. Najljubša knjiga? Harry Potter. Kateri del? Prvi. Okay. Moje. To noč sem jo videl, Drago Jančar. Najljubši pisatelj ali pisateljica? Agatha Christie. Otessa Mošfek. Koliko knjig si prebrala v življenju? Ne vem, preveč. Na mesec preberem recimo vsaj 5 knjig, tako da poskušate izračunati. To je veliko knjig, se pravi. Ja, veliko. Deana? Manj kot Maša. Šele odkar sem v bralnih klubih, to je zadnjih 5 let, gledam, da 3 do 4 na mesec. Od kje črpaš navdih? Ne vem, pride. Deana? Ja, pride. Vem, kaj me navdihuje, ampak ni pa konstantno tam. Ok, kaj te navdihuje? Branje, koncerti, knjige. Ok, ja, mene isto, mene vrt navdihuje, ampak ne vem pa, od kje pa navdih pride. Ja. Kaj te najhitreje spravi iz tira? Partner. Hčerki. Kdaj veš, da je nekaj dovolj dobro? Deana, boš ti to kot prva mogoče? Ko lahko s tem, kar imam, ustvarim že nekaj naprej. Okay. Da vem, da je nekaj dovolj dobro. Lahko samo. Lahko preskočimo, pa se vrnemo potem nazaj. Zaključi ta stavek. Mladi bi več brali, če bi... Če bi jim starši na drugačen način predstavili knjige in enako šolstvo.
Če bi imelo status, da je to res kul in nekaj, kar moraš delati. Tak instagramable stvar mora biti. Pa to se že dogaja. A ja, misliš ti mladi, pubertetniki? Ja. Ja, to pa definitivno. To se že dogaja. Maša, kdaj veš, da je nekaj dovolj dobro? Si premislila? Ne vem, da čutiš. Začutiš. Dovolj Intuicija. Dobro bo dovolj Ja. dobro. Intuicija. Intuicija. Evo, pa še eno zabavno rubriko imamo za konec. Torej, Maša, tebe bom prosil, da sestaviš zate idealen roman. Si pripravljena? Ja, Žanr tega romana. ekološki triler. Število strani, ki jih ima roman. Ravno toliko, da ni predolg in ravno toliko, da ni prekratek. Se pravi, recimo 300. 300. Kje se dogaja? V Sloveniji in po svetu. V katerem zgodovinskem obdobju se dogaja? Sedanjem, s prepletanjem v preteklosti. Ok, postaja zanimivo. Naslov romana? Rasa 8. Rasa 8. To pa zveni skrivnostno. Prebrala je. Bova prebrala, Deana, ta roman. Srečen ali žalosten konec? Srečen, vedno srečen. Lepo, lepo, me veseli. Deana, ti pa sestavi, prosim, idealnega poslovnega liderja oziroma liderko. Vrednota, ki je pri njemu oziroma njej najbolj izražena. Integriteta. Najbolj izražena mehka veščina. S tem veščinami še zdaj nisem na jasnem točno. Dober komunikator. Ica. Z katerega področja ima tehnično znanje? Tehnično znanje. Iz tistega, ki jo najbolj navdušuje. Ne vem, spozna se na tehnologijo. V katerem sektorju dela? Nekaj naravoslovnega, bom rekla, biologija, ja. Okay. Koliko je stara? 42. Okay. Specifično? Približno. Stavi na karizmo ali na premišljenost? Dobra. Vseeno bom šla na karizmo, ne, bi rekla na intuicijo. Na intuicijo. Dobra, bomo to dali. Na intuicijo. Dajmo. Deana, Maša, najlepša hvala, da smo vas lahko gostili in za super pogovor. Dragi gledalci, drage gledalke, mi pa se vidimo naslednji teden.